Ko bereš dobro knjigo, se lahko zgodi nekaj zelo čarobnega. Pozdravljeni poletavci in najpoletavci. Uvodno misel sem si izposodila pri pisateljici Rowling, avtorici znanih knjig Harryja Potterja. V knjižnici Brežice vsakodnevno vabimo vse generacije k branju. Branje za znanje in za zabavo je skupno vsem poletnim bralcem. Pod okrilje Mestne knjižnice Ljubljana sta v 19 slovenskih knjižnicah vse od 10. junija do 10. septembra potekala bralna programa Poletavci in najpoletavci. Bralni seznami so v knjižnico Brežice prileteli od blizu in daleč, kar nekaj bralcev se je z nami povezalo iz okolice Brežic, Rake, Maribora in nekaterih krajev Srbije. Uspešno je bralne sezname napolnilo in pri nas oddalo 168 poletavcev in 32 najpoletavcev. Izmed vseh vztrajnih bralcev, ki ste danes tu prisotni, bomo izžrebali eno oziroma enega, ki bo prijel oziroma prijela glavno nagrado. Poletavci se potegujete za žogo, najpoletavci pa za set za badminton. Obe nagradi podarja podjetje Hervis d.o.o. Vsi uspešni bralci pa ste prijeli še majico, priznanje in nagrado, ki jo podarja knjižnica Brežice. 18-letna Leja Lajkovič, doma v eni od vasi brežiške občine, je zaključila srednjo medijsko in grafično šolo v Ljubljani. Njena maturitetna naloga ni ostala le v kupčku natisnjenih listov, oddanih za oceno. Avtorica je oblikovala v čisto pravo knjigo in jo izdala. O mladi pesnici, urednici, grafični oblikovalki in ilustratorki na spletu ne najdemo veliko podatkov. Sama sem Lejo spoznala, ko je vstopila v 1. razred. Kljub temu, da se vmes nekaj let nisva srečali in da sem jo junija prepoznala šele po glasu, je zbudila moje zanimanje, ko je na bližnji osnovni šoli svojim nekdanjim učiteljem prišla pokazati knjigo. Hitro sem se odločila, da bi domačo avtorico povabila v goste v knjižnico Brežice. In to na prav poseben dan, na dan, ko je mali praznik za bralce, zaključek poletnih poletavcev. Leja, vabim te na oder. Leja, tvoja pesniška zbirka nosi naslov Ples iz dežjem in jo lahko vidite tu na odru. Knjiga ni obsežna, ima pa bogato vsebino, ki te spodbudi k razmišljanju. Pa me zanima, kaj te je sploh spodbudilo k pisanju in če se mogoče spomniš, kako je nastala tvoja prva pesem. Od nekdaj sem rada brala knjige, vedno sem mi bila všeč in že od rane mladosti sem nekako imela željo, da bi pa nekoč tudi sama napisala svojo knjigo in če bi bila ta možnost, da bi jo tudi izdala. Zdaj moja sama prva pesem, ki je nastala v sklopu pesniške zbirke, je nastala že pred več kot 5 leti in sicer sem jo napisala tik po koncu osnovne šole. Hvala. Večina bralcev se nas vsaj kdaj vpraša, kako knjiga nastane. Ste se kdaj vprašali to? Ste se vprašali, kakšno pot je naredila zgodba, ali pa pesem, ali pa ilustracija, ali pa sama knjiga, predno ste jo držali v rokah? Se ni nihče od vas to vprašal, ko ste prišli v knjižnico. Leja, ti si del te poti prehodila sama, ko si ustvarjala knjigo. Zaupaj nam, kako so pesmi nastajale, si veliko črtala, popravljala, preden je bilo takšno, da si lahko rekla, to bo to in je šla knjiga v tisk? Zdaj, pesmi so nastajale več let, ampak največkrat so nastale, ker sem bila sama, ponavadi zvečer ali pa definitivno v naravi. Jaz sem pesmi pisala po nekem taktu in v rimah, zato je bilo, kar se tiče po prvi kitici, vse ostale kitice je bilo malo težje napisati, ampak vse enkrat besedilo zlije na list papirja, samo gre in ne moš nehati in nisem to veliko prečrtavala pa prepisovala. Računalniku beremo knjige, takaj pa si se odločila, da boš dala natisniti knjigo, da bo še vedno na papirju. Zdaj prvo, če bi se sami odločili napisati knjigo in vse, na kaj moj
date potem svoje besedilo preveriti, da date lektorirati, da se ne bojo pojavile kakšne pravočne napake, ampak če se odločite na primer za pesniško zbirko, so vaše mnenje le pač vaše misli, vaša domišljija in pa ne bo, zaradi tega, ker kar se tiče pesniške zbirke, lahko narediš sam, kar hočeš. Za dejansko tiskano obliko sem se odločila zato, ker je še vedno nek čar, ko ti odpreš knjigo in listaš med platnicami, ko pa to dejansko pritisneš samo na en gumb, da prideš na naslednjo stran. Ti lahko še vedno vzameš knjigo kamor hočeš, še posebej neke skrite kotičke narave, ki pa ne bi jih mogel vzeti neke elektronske. Torej ne more nikoli zmanjkati signala in baterija ni nikoli preveč krasna. Črke, ločila, besede in besedila sestavljajo naš vsak dan. Beremo za šolo, za delo, prosti čas in danes smo se tu zbrali sami bralci. Kako pa se spomniš svojih bralnih začetkov? Kakšne knjige si brala kot deklica in po katerih posežeš zdaj, ko stopaš v študijska leta? Imaš morda za nas in za naše bralce kakšen daljni namig? Sama sem začela brati, ker sem bila zelo majhna. Ko sem bila mlajša, sem imela doma celo kolekcijo, skoraj celo kolekcijo Disneyjevih knjigic. Še vedno pa sem zelo rada brala knjige, ki sem jih tudi v vrtcu prebirala. Dan danes raje posežem po kakih knjigah z vrsti drame in pa po knjigah po resničnih dogodkih, zaradi tega, ker v knjigi spoznavam tako ljudi kot tudi samo sebe. Zato je nekako moj nasvet vam bralcem, da berete čim več in da berete to, kar vi sami radi berete, zato ker vas to izpopolni še v boljše osebe, take kot ste in v take, ki hočete biti. Tista, pa bomo najprej žrebali enega poletavca. Proč, Klej, ko žrebaš, da je bo vse. Žan Bogorevc. Da naredimo eno sliko za zgodovinski posnetek. Čestitke. Malo moramo narediti sliko za... Te bomo dali na sred, veš? Zala Kvrtuh. Še tebe bomo prosili za eno skupno sliko. Tako, hvala. Hvala poletavcem in najpoletavcem in hvala podjetju Hermes, ki je prispevalo nagradi. Vsem vam, bralcem, poletavcem in najpoletavcem, iskreno čestitam. Hvala, ker ste sodelovali v letošnjem bralnem programu in vas že vabimo na vse ostale bralne programe, ki v knjižnici za vas pripravljamo. Želim vam tudi v prihodnje veliko bralnih potovanj in naj bosta knjiga in branje vaša sopotnika skozi vse življenje. Vabljeni k obisku knjižnice Brežice, za danes pa le še